Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Nocoj je moja gostja mama. Izjemna umetnica, igralka, nekdaj tudi političarka, ki se, ne boste verjeli, zelo dobro ali pa precej dobro spozna tudi na kmetovanje. Za svoj rojstni dan si je podarila, morda torto, ampak v prvi vrsti pa monodramo, obračun. Kako zna obračunati sama seboj, nam bo mogoče namignila tudi v nocojšnji oddaji Iskreno. Violeta Tomič, pozdravljeni. Dobro večer. Violeta, doma oziroma izhajate, ali pa, če tako rečem, rojeni ste bili v Sarajevu. Tudi zgodnja otroška leta ste preživeli tam. Kako ohranjate spomin na tiste čase? Čega? Glejte, jaz sem rojena v mešanem zakonu, v času bratstva in enotnosti. Moji spomini so dokaj mešane narave. Tako da sem v bistvu en velik del otroštva hrepenela po svojem rojstnem kraju. Zelo me je prizadelo v času teh balkanskih vojn, ko so Sarajevo rušili. Me je zelo bolelo. Zdaj tako in tako nimam nikogar več tam, tako da... Sem potem pa cel študij in kariero pa pogrešala Metliko, v kateri sem odraščala in se imam za Belokranjko, tako da vedno sem nekaj pogrešala. Zdaj mislim, da sem končno tukaj, da sem dovolj stara, da sem zadovoljna tukaj, kjer sem. Zasledila sem, da je vaš oče bil glasbenik v operi in tudi vi ste šli kdaj na vajo zraven. Kako je bilo takrat? Ste želeli postati balerina ali kaj drugega? Točno to sem hotela. Mislim, takrat nisem vedela, da obstaja dramsko gledališče in vrtec nisem hodila in sem hodila z očetom na vaje in sem občudovala te štukature gledališč, vse te luči, kostume. Sem bila čisto začarana in sem bila prepričana, da bom, ko bom enkrat velika, tudi sama taka graciozna balerina, ko bom plesala na teh čudovitih odrih. No in ker pozneje, ko sem odraščala v Metliki, pač tega, kje niso niti vedeli, kaj je opera, jaz sem jim tam igrala, pa kazala, kako to zgleda. Ampak sem zelo hitro začela nastopati v dramskem krožku in sem odkrila, da obstaja oder tudi za druge stvari, ne samo za plesanje baleta. Pa vas je oče kdaj spodbujal k temu, da bi bili balerina, recimo? Glasbenica mogoče? Ja, jaz sem igrala vse živo. Igrala sem od klavirja, ne vem, trobente, tenorja, klarineta, ampak nisem imela te vztrajnosti. Oče pa ravno se ne spomnim, če me je direktno spodbujal, ampak že s tem zgledom, ko sem ga spremljala, mi je bilo to, mislim, da usodno, da me je zaznamovalo za zmeri. Kaj pa mama? Kakšna ženska je bila vaša mama? Moja mama je bila zelo preprosta ženska iz, bom rekla, zelo revne podeželske družine. Babica je hodila v Tabrh, se pravi, bila je dninarka, medtem ko dedek je bil gozdar. In oba sta res trdo garala, imela cel kup otrok v eni vasi. Jama se je reklo tam pri Birčni vasi, kjer sta bile samo dve domačiji, Irtovi, naši, pa Birtkovi. Torej, Belokranjka je mama? Mama je pravzaprav iz, se reče, Podgurja, to je Podgorjanci. In pač tam so vsi odšli. Recimo v tejle, bom rekla, vasici, Jama, ni več nikogar, ki bi tam živel. Bile sta pa dve domačiji samo. V tistem času, ko so odraščali naši starši, je bila res neskončna revščina. In v času, ko je moja babica rojevala, so ženske umirale kar po tekočem traku. Rojevale so pač vsako leto skoraj, in ogromno otrok je umrlo in ogromno žena je umrlo zelo kmalu, ali na porodih, ali kmalu po porodu. In tako, ko v zadnjem času prebiram malo te zgodbe družinske, sem videla, da v bistvu ni bilo srečne zgodbe v tej moji družini. Tako da moj genetski zapis je tako pretkan z enimi zelo žalostnimi stvarmi in se ves čas borim na nek način proti temu. Malo z to svojo
vztrajnostjo, malo s humorjem, pa zelo veliko z delom in disciplino, ki me ohranja, kaj ti drugače res. Veste, brala sem knjigo o podedovanju družinske travme in tam mi je naenkrat postalo jasno, da včasih, ko imaš neka čustva, prepoznaš, da niso tvoja. In zelo se trudim zdaj ločiti, kaj je recimo bolečina mojega pradeda, ki je umrl, ne vem, kaj v Koloradu iskal zlato, pa nič najdu raznih bolezni in alkohola, kaj pa je recimo osamljenost, ki jo jaz čutim. In to je zelo pomembno. Gre za osamljenost kdaj ali za samoto? Dobro vprašanje, ja. Je razlika. Samota mene spremlja ves čas. Jaz sem samotar. Jaz se rada družim z zelo redkimi ljudmi, čeprav me vsi poznajo in mislijo, kako smo, ne vem, mene vsi poznajo pa nikogar. Jaz sem sama, zelo veliko časa sama. Imam doma 2 mački in ogromnega psa. To mi odgovarja, zato ker me pa spravi ven, da ne obležim tam na kavču, ker nisem ravno športni tip. Z ljudmi pa je že dosti težje in sem se naučila v bistvu, da odnosi z ljudmi večkrat človeka, ki je občutljiv, ranijo in taki ljudje se potem umikamo do tiste točke, ki dejansko čutimo, da ne rabimo prav veliko človeške družbe. Ampak kot deklico vas je pa bilo večkrat strah. Zakaj? Ja, strah me je bilo zato, ker nikoli nisem čutila tega občutka varnosti. V družini je ni bilo, oče je bil tako občasno zelo agresiven, pa sem se bala. Bala sem se pozneje potem v Metliki, ker je mama delala nočne in je morala kot samohranilka kar orangarati. Delala je v tovarni ženskega perila Komet, pozneje je bila kelnerca. To so bile kar delo po noči in jaz sem sama cele noči preživljala, predvsem, ko smo se preselili v eno hišo, čist na samem. Tam sem doživljala največje strahove, moram reči. In pozneje, veliko pozneje sem zvedela, da na mestu, kjer je bila posla, kjer sem jaz spala, je sin sekiro razsekal očeta. In v kleti je še vedno bilo nekih rjavih, takih čudnih madežev, veliko krvi je bilo v mojem spominu iz otroštva. In zdaj, ko vemo o teh energijah veliko, je popolnoma jasno, da je mene tam bilo res strah. In prišla sem pa do tega, da me ni več ničesar strah, da sprejemam tudi te čudne energije, da znam z njimi. Ravno mogoče zato sem se naučila sprejemati vse in pozdraviti in odsloviti in vedeti, kaj je moje, kaj ni moje. Tako da sem pravzaprav hvaležna za vsako svojo tudi tako bolečo pa grenko izkušnjo. Zdaj, ko vas takole poslušam, se mi zdi, da resno verjamete v pretekla življenja, v energije. Kako ste vi vse to odkrili in kako ste se s tem spopadli, tako rekoč, da smo od nekod prišli in da nekam tako rekoč gremo? Glejte, jaz definitivno verjamem v inkarnacijo in ko sem bila tako, bom rekla, pubertetnica, sem večkrat sanjala, kako grem. Pozneje sem zvedela, da je to regresija, ampak jaz sem v sanjah vedno hodila čez isto špranjo na podstrehi, čez neke cegle in vedno me je bilo strah prestopiti, tak prepad je bil, in prestopiti od tukaj na to stran. In vedno sem rekla, saj sem že večkrat šla tu čez, zakaj me je strah? Vedno me je bilo grozljivo strah. In ko sem prišla, sem prihajala, ne vem, v neko skromno sobico z eno mizo, pa z eno posteljo, pa sem rekla, lej, tle sem doma, lej, kaj lepo, da sem prišla domov. A sem pa prišla neko tako stanovanje, polno nekih žametnih zaves, pa neke krame, pa sem rekla, joj, lej, kako je fajn. Pa tako pa prihajala sem v različne domove, kjer sem vedno rekla, pa zakaj večkrat ne pridem, ne? Jaz sem tle doma. Tako, take sanje sem imela in skozi vsa moja ukvarjena tudi z duhovnostjo, s tem sem se dosti intenzivno ukvarjala, sem ugotovila, da smo na poti in da smo večni in da naša duša samo prehaja in se uči in pobira izkušnje. In imam kar nekaj spominov, ki mogoče jih boljše, da jih ne delim, ker bi rekli, da sem čudna. Ampak ste jih pa predelali, razdelali, te spomine iz preteklosti? O ja. Predvsem recimo v tem zadnjem letu, odkar sem šla iz politike in je bilo toliko enega sovraštva, toliko enih razočaranj, toliko enih izdaj,
sem morala predelati marsikaj. In tako je nastala predstava Obračun. Obračun res z mano. Jaz nisem človek, ki bi kazala s prstom na druge, da so mi kaj krivi, ampak se vprašam, s čim sem jaz povzročila to, da so tako reagirali, da so bili tako grobi do mene, s čim jaz to prikličem. In sem prišla do neverjetnih odkritij, ki sežejo, mislim, od prednatalne faze pa tja do mojega otroštva in je zelo dragoceno vedeti, kdo si pa kam greš. No, o Obračunu bova z nocojšnjo gostjo še v nadaljevanju, še prej se bova ustavili pri kmetijstvu. Ja, tudi to Violeto Tomič zelo zanima, pa biodinamično kmetovanje, pa koledar Marije Tun in med drugim tudi vzgoja kakijev in še česa. Podrobnosti takoj po Nuši Derendi, ki jo je izbrala naša gostja. Iskreno, z Majo Oderlap. Violeta Tomič, izjemna igralka nocoj v naši družbi. Vesela sem, da si je vzela čas in da bo del svojega življenja seveda delila z nami vsemi. Omenila sem že kmetijstvo in biodinamično kmetovanje, torej lunine mene in še kaj zraven. Gotovo se naša gostja na to mnogo bolj spozna. Ali sem narobe povedala, Violeta? Ne, popolnoma pravilno. Ja, zdaj spoznam, želim se še bolj spoznavati. Biodinamika je ena zelo zahtevna veda in je treba imeti zelo veliko časa in potrpljenja. Se pravi, ne moreš imeti premiero v Ljubljani zraven pa biodinamično kmetovati, ker so lunine mene tiste, ki pač minejo, ne? Zato so mene in jih je treba spremljati. Kolikrat se mi je dogajalo, da sem tam po nekih brazdah na gnoj iz roga trosla in hitela, ne vem, v Ljubljano na Viktorje, polna še, ne vem, brez frizure in čist, ne. Ampak dobro, jaz vedno stavim na notranjo, recimo lepoto, pa na to, da se cel dan rihtaš, pa si prazen, pa je tako vse. Ampak kmetijstvo je nekako vračanje nazaj k bistvu. Zemlja je, vsi mi v Slovenci smo v bistvu eno generacijo ali pa dve nazaj kmetje. In zemlja je nekaj, kar nam daje antistres terapija. Mislim, zdaj že vsi vrabci na strehi čivkajo, da je kopanje po zemlji zelo terapevtsko. In jaz, kadar mi je bilo res najhuje in kadar sem bila razočarana nad ljudmi, sem se posvetila rastlinam. Ker ti seme, ko daš v zemljo in če lepo delaš z njim, vedno skali, vedno te nagradi, vedno nekaj dobiš. Pri ljudeh pa ni vedno tako. In sem z velikim užitkom sejala tako vse. Paradižnik mi zelo dobro rodi, lani sem ga imela ogromno. Kaj potem z njim, če ga je preveč? Ukuhavam, jaz imam svoj... Mezge in te stvari? Ja, mezge ali pa za testenine naredim že omako. Ja, že z bučkam pa z baziliko. Ste dobra kuharica? Izvrstna. Zelo rada kuham. Radovedna sem. Ja, bomo kdaj enkrat poskusili. Obožujem kuhati, vabiti prijatelje, dobro jesti, v dobri družbi. Nikoli mi ni bilo težko kuhati, ko je bila družina in je bila še hčerka majhna, smo imeli v bistvu zapovedano, da je kosilo vsak dan na mizi, ne glede na to, da sem imela do 2 vajo, pa potem, ne vem, od 3 naprej kakšen radio ali pa kaj drugega, pa zvečer predstave, sem bila vedno garač. Ampak takrat je bila družina skupaj, ne? Vedno kosilo na mizi. To mi zelo veliko pomeni in to mi še danes veliko pomeni, da lahko skuham ljudem, ki jih imam rada. Kaj se še najde v vaših loncih z vašega vrta? Vse živo. No, recimo, da naštejem. Paradižnika je bilo zelo veliko, ker moja mama je 2 leti nazaj umrla in je imela vedno po tehle papirčkih, veste, stare gospodinje. Semena? Semena. In jaz sem nekaj, jaz ne bom tega stran metala, ker nič ne vržem stran, vsaki stvari dam eno možnost preživetja. In sem vrgla to en tak dolg tegel za rože, sem nekaj, kar bo, pa bo. Poslušajte, teh flanc od paradižnika je bilo toliko, da so jih imeli od prijateljice, ki živi na Hrvaškem, pa do Avstrije. Moje flance. Neverjetno veliko. Letos nimam te sreče s flancami, imam pa z drugimi stvarmi. Letos imam ogromno zelja, pora sem posejala veliko in tako naprej. Dala sem preorati eno celo njivo, 10-arsko, pa je rekel tako, kaj pa boš tam? Sem rekel, ne vem, krompir bom vrgla, ker ne maram, da zarašča. Pa je rekel, to bo 2 tone krompirja, kam boš s tem? Jaz seveda
ne prodajam, imam zase, ne rabim toliko, tako da sem se odločila, da bom delala, ne vem, vrsto krompirja, potem zgodnjega, pa poznega, pa korenja, pa vrsto, ne vem, tega zelja. Potem se pa porabi, ker jaz recimo grem na kmete nekaj kupiti, nisem samooskrbna, imam tudi hlev, ampak nimam živali, ker ne bi mogla, mogoče bi jajca kuram pobirala, ampak ne bi mogla ubiti živali za prehrano, nikoli. In hlev stoji, tak, kot je, za mogoče hude čase, ampak ne, tega nimam. Ste pa mesojeda, jeste meso? Ja, mogoče je to dvoličnost sicer, ne, da ga lahko kupim, živali pa ne bi mogla ubiti. Predvsem ne svoje, ki bi imela ime in bi ohranila. Ne. In tako da imam vse. Rabarbara mi čudovita raste, potem pa je treba narediti kompot, oziroma zdaj sem naredila kar marmelado iz rabarbare, potem sem pa imela jablane, imam pa tako, stare sorte, se pravi krivopecel, bobovec in te, jih se nič ne škropijo in ko imam jaz pridelek, noben noče mi sprešati soka. Rečejo, izpod 100 kil mi ne zalaufamo preše, ne? Jaz pa nimam vsega orodja glih svojega in potem, ko mi ena runda zgnije, mi rodi druga, ne? Dobro, zdaj sem malo se znašla, pa dajem nek lonc, pa dam, ne vem, sošolcu bivšemu, ki se s tem ukvarja. Carjeviče imate? Ja, tudi. Te so pa moje. No in potem to vse skupaj en lamber mečem in sem celo 5 litrov žganja pridelala. Tako da naredila sem Jägermeister svoj. Domači, zeliščnik? Domači. Jaz sem šla na Google in sem videla, da je tam, ne vem, 43 ali koliko rastlin, 46 in pa sem šla marjetice, violice, pa tako črtam, ne. Sem dober Jägermeister naredila. Tako da, ja, moje police so polne vsega, ne. Kaj pa s tem kakijem? Kakija sem pa letos imela lani. Sem ga imela po mojem 100 kil na enem drevesu. Katastrofa. Nora letina. Jaz posadila, ja. Lani je bila pač za sadje zelo dobra letina, ker ni bilo pozebe, letos bo že precej slabše, ker nam je cvetje že pozeblo. Veste, jaz imam pred hišo brajdo iz glicinije. In ta glicinija je zame indikator, a bo sadje ali ne. Zato, ker cvete istočasno, kot sadno drevje. In ko imam pri glicini take velike vijoličaste grozde, vem, da bo letina obilna. Ko glicinija porjavi, ko je še popek, takrat ni sadja. No in lani sem pridelala, ko sem jaz prvo drevo kakija posadila v metliki, so me gledali kot eno čudo. Pa so rekli, pa beri to, lej se že listje dol pada, ne. Meka, boste vi to, ne, so tisti lampiončki gor stali. In letos ga je bilo neverjetno. Nisem ga dala takole v gajbe narazen, podarjala prijateljicam, pa cele gajbe vozila. Potem se je tako hiter je medil se, ne, in hiter je šel in sem ga zelo veliko pojedla, potem sem začela marmelade delati, potem sem začela... Sladice? Absolutno. Potem sem ga narezala, pa sem ga dala sušiti, tako da imam kandiranega, potem, ma ni da ni, no. Tako je, no, to sem pa prej hotela reči. Jaz sem tako, verjetno zato, ker sem odraščala v skromnih razmerah, jaz nobene stvari ne vržem, vedno stvar obrnem, recikliram in ko sem šla, ne vem, na kmete po neke klobase, mi je pač prinesla še, ne vem, tako gajbo repe, frišne. Jaz sem že hotela v Ljubljano in dobim tam 20 kil repe in kaj ne naredim? Zaviham rokave in ribam repo. In sem dala, zdaj imam svojo kislo repo, ki bodo sigurno 3 leta ne bom hotela videti nikogar blizu z repo, ker jo imam dovolj za našo uporabo zdaj, ne. Ampak kaj je dobro, je to, da če grem kam na obisk, vzamem ena brajda je pred hišo tudi in ker pri meni pač ne bo vse propadalo, jaz sem pač gospodinja skrbna, potem delam sok iz tega in preklinjam, seveda, ker mi nihče ne preša, imam en tak sokovnik in tiska ure in ure, včasih celo noč stojim zraven, soka pa ben ne pije v resnici. Sam da je neki, da ne propade, ne, da ne pada po tle. Rečem pa, za kva to delaš, sizif. Ampak, ko grem pa na obisk komu, pa z veseljem nesete to s seboj, a ne? In je najlepše, ko Darilo. prinesem lahko svojo repo, svoj sok tistim ljudem, ki živijo sredi mesta in nimajo te sreče, da bi lahko imeli nekaj naravnega in popolnoma ekološko pridelanega. Ampak ta vrt, ta njiva, ki jo imate v Beli krajini, ne? Ali tam čas, ko pridete tako rekoč domov, drugače teče kot v Ljubljani? Čisto, ustavi se mi. In tudi včasih, ko sem bila še tako zelo aktivna kot igralka,
je bilo tako hecno, jaz tam sredi vrta, tam plevem neki, pa me kličejo, če bi prišla na radio snemati nek literarni nokturno. Jaz sem čisto v šoku, jaz to delam. Meni je bilo tako, ker se čisto odklopim. Ne. In mi paše mi ta mir, delo z zemljo, paše mi to, da imam svoj prostor. Ker veste, tukaj v Ljubljani imaš vedno, ne vem, kakšni so izkušnje drugih, ampak pravijo, da v vsaki hiši imaš tudi kakšnega čudnega soseda in mi se v hiši zelo težko zmenimo za kakršnokoli popravilo, pa ti pušča streha, pa ne moreš nič, ker nimaš enega podpisa. Pa to. Tam dol, pa tista moja bajta, če se odločim, to bom popravim. In meni to ogromno pomeni. Jaz ne rabim pogajati, prepirati, prositi, ker ti odnosi res s ljudmi, ki imajo pač neke svoje ego probleme, znajo biti zelo naporni in tudi zelo te energetsko izčrpavajo. Jaz rada delam fizično, nimam pa rada nekih bluzenj, ki pravijo, ker to pa res izčrpava človeka in tudi ljudje zbolijo zaradi slabih odnosov, ne zaradi česa drugega. Tudi šefov nimate radi preveč nad seboj, a ne? Ne, to je moja, bom rekla, verjetno napaka, zato ker ko sem sama svoj šef, se imam rada in skrbim zase in delam dobro. Ko pa mi drugi komandirajo, pa sej se ne kregam z njimi, ampak oni verjetno hočejo nek svoj manko ali pa nek svoj, bom rekla, mogoče celo kompleks na meni izražati. In pa je tako, da me hočejo vsi, disciplinirati me hočejo ljudje. Zato, ker se jim zdim preveč samostojna, preveč neodvisna, iskrena in takih ljudi mnogi ne marajo. Pač radi vidijo take, ki so ti naredijo uslugo, to ti dam in oni so pa hvaležni. Jaz sem pa vedno, mislim, da moram biti iskrena, fair, vedno delavna, ampak ne da se me kontrolirati, pa mi nekako me ponižvati na kak način. To meni ne gre in potem slej pridem, pa ne ravno v konflikt, ampak do tega, da delajo grdo z mano. In še nekaj je, ne, kadar niso pozorni name, jaz zelo hitro napredujem in kar naenkrat pogledajo in rečejo, ona je pa že tam gor. Ne, pa tam mora biti moja žena, ne pa ona ali pa ljubica. Ful je nepotizma v Sloveniji. Moramo vedeti, da smo majhna država in da vsak vsakega pozna in da je vsak vsakemu žlahti. Jaz sem pa edina, ker nimam čist nikogar in ker sem nezaščitena, sem zelo priročna tarča za to, da se me disciplinira. No, zdajle bo najina tarča, če rečem tako, dobra glasba. In Lara Janković bo zapela, tudi to je izbrala naša nocojšnja gostja, potem pa bomo vsaj malce obračunali še z njenim življenjem. Najbrž bo pa to, kar storila sama, zato ne odhajajte predaleč. Violeta Tomić je nocojšnja gostja oddaje Iskreno. Marsikaj smo že izvedeli o njenem življenju, nekoliko manj o igralstvu. Violeta, bili ste sprejeti tako rekoč profesionalno tudi v Zagreb, ne samo v Ljubljano, takrat, ko je bil čas za sprejemne izpite. Jaz sem si tako grozno želela biti igralka, da sem šla kar na 2 akademiji hkrati, ker sem živela ob Kolpi, sta mi bila oba jezika blizu, obe kulturi. Meni je bilo popolnoma vseeno v Zagreb ali pa v Ljubljano po razdalji. Ampak pozneje sem se, ker sem bila na obe sprejeta, odločila za Ljubljano iz čistega sentimenta. Namreč, ko sem prišla iz Zagreba, kjer smo delali v ožjem izboru, pa ogromno kandidatov je bilo. To je bilo res čudežno, da so me vzeli. In velik kompliment zame. Me je na avtobusni postaji pobrala ženska, taksistka. Takrat je bila samo ena gospa, taka starejša blond in me je spominjala na mamo in se mi je zdelo tako domače. Mogoče je bil pa to nek signal? Verjetno je bil signal in tudi nikoli mi ni bilo žal, da sem se odločila za Ljubljano. Imate pa prijatelje tudi v Zagrebu, tudi enega izmed humoristov, vsem znanim, ste poznali, ki vam je dal en dober nasvet, a se ga še spomnite? Dudek, igral je Dudeka Martin Sagner, velik igralec, velik tudi traged, ne samo komik. In mi je rekel, Violeta, nemojte nikada dozvoliti, da vas pojede jedna vloga. Ker ko si v eni vlogi res dober, takrat te ljudje zelo radi enačijo s tem.
In on, ki je pač te Gruntovščane igral, je potem prišel kar Richard III na oder in vsi so rekli Dudek, Dudek. Pa se to se pri nas tudi dogaja, ne vem, kaj je pokojni Šugman igral Vesota, potem je bil dobil Hamleta, to je sanska vloga vsakega igralca in so rekli, lej ga Veso. Mislim, to je zelo težko prebiti. In mene je ta najšibkejši člen tudi zelo zaznamoval, ampak... Torej, ne dovolite nikoli, da vas poje ena vloga. Je bil ta najšibkejši člen in ta adijo? Zelo me je označil, ja. Zelo težko sem potem ljudem razložila, naredila sem svojo predstavo Hotel Babylon od Mira Gavrana tekst, kjer igram 11 različnih vlog. In sem kazala, da se pač jaz igram z vsemi temi vlogami. Sem prišla kot stroga voditeljica, pa sem prišla ven kot starček, pa kot blond naivka, pa kot, ne vem, bosanska čistilka, pa kot, ne vem, moški zapeljivec. In da jim pokažem, da je to moj poklic, da se spreminjam in poigravam. Niso razumeli? Ma ne, pa zdaj, ko sem šla tudi v politiko, so pa potegnili ven, ne vem, ena predstava, ki je bila sicer zelo pretresljiva, z sicer provokativnim naslovom Kurba, Vedrane Rudan, zato ker govori o tem, kako žensko zelo radi primitivci izmerjajo. Če je samozavestna, če je lepa, če je uspešna, če več zaslužka mož, če pride on pijan domov, če jo tepe, takrat je ženska kurba za njih, ne? In kdorkoli jo je videl, se mu je res zgodila katarza. Govori o raku, o umiranju, o tej tekmi za lepoto, mladostjo, ohranjanjem, botoksi, o tem, kako naši otroci nimajo prav dosti perspektive v tem svetu, kako je ogromno tega seksizma, kako se mnoge mlade ženske morajo ulešti za to, da dobijo delo. O tem govori ta predstava. Kljub temu sem nemalokrat slišala v parlamentu, ona, ki je igrala Kurbo, ona, ki... Ta primitivizem me je zmeraj zelo bolel, ne? In v enem obdobju sem pač delala kursađije, ker sem mislila, da po tem strogi vlogi tega kviza najšibkejši člen si lahko privoščim tudi eno res zafrkancijo. In potem so pa zelo radi kazali, ker sem nekaj pametnega povedala, so dali mojo sliko kot ciganke škrbaste, a njo boste poslušali. Mislim, kakšna manipulacija pravzaprav. Eno je poklic, ki ga opravljaš, eno je pač igralec, ki se transformira in drugo je to. Celo v času najšibkejšega člena se mi je na nacionalki dogajalo, da so rekli, on je najšibkejši člen, mi ne rabimo sinhronizacije risank. Medtem ko že na Hrvaškem je ženska, ki je vodila najšibkejši člen, dobila za voditi koncerte, glasbene oddaje, vse. Pri nas ne. Zato, ker je ta naša majhnost... Zakaj ne? Tako smo, Slovenci smo tako najcrkne sosedova krava, tudi če meni dve. In tako nam je že cela štala pocrkala in tisti ogromno mladih se je odselilo prav zaradi sovraštva, ker ga ne morejo prenašati. In zadnji, ki bo šel, bo ugasnil luč. Zdaj, ko vas tako poslušam, imate malo upanja za nas, za Slovenijo. Zakaj? Zaradi vsega tega? Ali? Ja, zato, ker smo precej nesamozavestni in nikoli nismo ničesar. Mi samo ubogamo, odkar smo v Evropi. Mi nikoli nismo ničesar lepega in dobrega predlagali, pa bi lahko bili bolj državotvorni, bolj konstruktivni. In leta 1992 mi je rekla moja pokojna prijateljica Fani Okič, ki je pisala knjige zelo zanimive, pa je tudi zamolčana, čeprav je 6 takih debelih knjig napisala, mi je rekla, da nimamo državotvorne aure. Jaz sem bila zelo prizadeta takrat, koliko bodo mogoče mnogi prizadeti, ko to slišijo zdaj mene izreči, ampak glede na to, koliko časa sem se ukvarjala s politiko, sem večkrat rekla, joj, Fani, kako prav si imela. Bi rajši videla, da ni tako, da je več pokončnih ljudi, samozavestnih in predvsem konstruktivnih, da bi hoteli sodelovati drug z drugim, ne pa samo sejati razdore. No, zdaj, ob vašem rojstnem dnevu, če greva malo k obračunu zares, kar sem prej obljubila, človek bi pričakoval slavje, torto, mogoče je tudi to vse bilo, ampak vi pa pridete na dan z monodramo Obračun, kjer obračunate s seboj, ja, tako rekoč.
Ja, to je kar težko. Ja, jaz v bistvu, kakorkoli se obrne, prihajam v zadnjo obdobje svojega življenja, iščem tudi kako naprej, kajti z igro je težko se vrniti v gledališče po tem, ko si omadeževan, ne samo z Najšibkejšim členom, zdaj še s politiko. Zdaj politika takšna, kot je, me to slučajno ne zanima. Se pravi, je treba obračunati in razmisliti, kako naprej. In sem ravno v tem času napolnila 60 in pomislila, koliko ljudi si nekje dajo napisati biografijo. Jaz sem rekla, nikoli ne bi pustila drugim, da mi pišejo biografijo, ker nihče ni videl tega, kar sem jaz videla, nihče ni vohal tega. Težko je pisati nekomu vse te slike, ki jih nosiš. Ne? In pa niste razmišljali, da bi sami napisali knjigo? Ja, bom. Ja, bom, zato ker sem pri predstavi delala blazno selekcijo, pa še vedno predstava 2 uri traja. Ampak mine, nič bat. Zelo je zabavna, za smeh, za zjokat se, vmes so songi, tako da posnetki, zelo je dinamična. Ampak ja, imela sem tudi torto. Najlepše od vsega pa je bilo, da sem rekla različnim prijateljem, lejte, jaz delam no budget projekt, predstavo, mi boš pomagala, si so rekli, ja, valjda. In tako so mi pomagali svetovno znani kostumograf Alan Hranitelj mi je naredil brezplačno kostum. Potem Vojko s Filigo je sva šla v studio in mi je vse materijale naredil, dal. Potem ne vem, Mikica Stojanović imela fantastične plakate, ki so tako pop art, Andy Warhol, zelo barvasti. Potem mi je Nataša Trtnik fotkala, to smo fotkali kar pri njej doma s telefonom. Je rekla, nikomor ne povej, da smo s telefonom delali, sem rekla, ravno s tem se je treba pohvaliti. Ne rabiš studija, ne rabiš ničesar, ona je meni naredila make-up, 4-krat sem se preoblekla, 4 fotke iz tega so pa. Ampak to je bil en tako lep proces. In potem, ko je prišel ta moj rojstni dan in premiera, ne pozabim povedati, da so hudobci delali ves čas proti meni, ne? Ker imam tako pištolo, bereš vodno, seveda. So mi prvič zablokirali reklamo na Facebooku, češ da sem agent Community Standards, potem cel kup komentarjev, s pravo pištolo si vzemi, ustrel se pa take, ne, mislim, bogi ljudje, mislim, bogi njihovi otroci, ki jih tako vzgajajo v sovraštvu, jaz tega res ne morem razumeti, ampak na dan moje premiere so celo zablokirali prodajo kart in punce biljarterke niso mogle, sistem so zablokirali, da bi mi onemogočili, tako da ampak ni šlo. Ne, ni šlo, vseeno je dobrota premagala in imela sem najlepši dan, kar jih pomnim. Tak rojstni dan si ne bi mogla želeti. Imela sem torto za 150 ljudi, ki so mi jo naredili moji prijatelji. Se pravi, hčerka, ki se uči slaščičarstva, v tej slaščičarski šoli in je rekla, a lahko jaz Violeti naredim torto, pa hudiča, kako da ne, prosim. In se je začela predstava tako, da sem si Happy Birthday zapela in torto z tistim pripeljala na oder. In cela dvorana z mano pela. Nepozabno. In pozneje sem imela catering, pa moram reči, da so vsi stopili k meni. Imela sem društvo kmečkih žena Bele krajine, ki so mi pogače belokranjske pekli, krajinski park Kolpa je prišel tja s salama, mi pomagali, so rezali, stregli, imela sem vizir pivovarje, ki so prinesli, metliška črnina, vinska klet je prinesla. Mislim, meni veliko pomeni, da sem od nekje doma in da ti ljudje se tudi zavedajo, da sem njihova. In je bilo tako lepo. Jaz sem sam jokala, meni je bilo tako polno srce in se reka, poglej, se je še dobrota na svetu, prijateljstvo. To sem želela dodati, Violeta, potem so še dobri ljudje in še je upanje. Je, seveda je, to se vedno vidi, kadar imamo kakšno priložnost komu pomagati, ko imamo te akcije Stopimo skupaj, takrat vedno stopimo skupaj. Žal pa moramo imeti vedno zelo težke stvari, da lahko se nekje združimo. No, o tem, kdaj se lahko odpravite na kakšno predstavo, pa seveda v zadnjem delu naše oddaje. Violeta, se še ni konec tega, ne? Ne, komaj začetek. Komaj začetek. Torej, ne odhajate predaleč, kajti čisto za konec vas Violeta povabi še na kakšen obračun. Čisto zares.
Tako zelo radi imamo iskrene zgodbe in iskrene goste, ki so seveda del svojega življenja pripravljeni deliti z nami vsemi. Danes smo kar dobro obračunali z nocojšnjo gostjo, Violeto Tomič. Violeta, kar nekaj obračunov pa je zdaj še pred nami. Kje vse se bomo mudili v teh prihodnjih dneh in tudi mesecih? Ja, zadnje 3 predstave v tej sezoni, pred poletjem, ko ljudje več ne hodijo v gledališče, so raj zunaj, bodo, se pravi, 12. maja, to je bilo ravnokar, v Mariboru, v Narodnem domu, potem imamo 18. maj v gledališču Koper in 26. maj zaključujem v Festivalni dvorani Ljubljana, kjer je zdaj novo gledališče za svobodnjake, kar v bistvu zdaj sem. Kako pa je biti svoboden, prav zares? Prav zares ni ravno najboljše, zato ker sam si plačuješ prispevke, SP, jaz sem zdaj SP in je treba dovolj kart prodati vedno, da pokriješ pač stroške dvorane, reklame, najema, tehnika, si svoje podjetje in je fajn, če ljudi zanima, kaj imaš za povedati. Vedno so se ljudje zanimali za detajle iz mojega življenja in so si reveži morali izmišljevati, ker niso nadzvedli, ker sem svojo intimo vedno skrbno skrivala, ampak v tej predstavi pa lahko zvejo vse, kar so si od nekdaj želeli vedeti, pa niso imeli koga vprašati. In to iz prve roke? Iz prve roke, ki ti govorim iskreno, tako kot ta oddaja, in avtobiografsko. Draga Violeta, hvala lepa za nocoj. Iskreno vam želim uspešno vaši predstavi. Tudi sama si jo bom prišla pogledat, obljubim. Pa vse dobro na vaših poteh, tako v igralskih vodah, kot tudi pri kmetovanju. Naj vam vse v vaši dragi Beli krajini dobro uspeva. Najlepša hvala. Hvala lepa pa tudi vam, spoštovane in spoštovani, ker ste tudi nocojšnji večer preživeli v naši družbi. Sanje so vedno dovoljene in sanjati je potrebno o kmetovanju, o izdelkih, o življenju, o ljubezni. Vsi sanjajmo, kajti sanje nas vedno obiščejo z razlogom. Pa lahko noč.